Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav še z moje strani, še vedno pozdravljeni v družbi Sport kluba, še zadnja tekma 15. kroga je pred nami tule v megleni Murski Soboti, že vidite začetno postavo. Kar lepo število navijačev se je zbralo v fazaneriji, ampak hitro se je dalo videti, da bo tale tekma pod vprašanjem. Tekma je torej zdaj uradno prekinjena. Balažic je dobil skok in tam se rešujejo pred golovo črto gostje. Lepo tudi z nekaj sreče Daku v prvem primeru, na to se je poigral še s Kramaričem, Beganovič na desni strani, pa Šroler. Šroler strelamo daleč! Bilo je nevarno, žoga mimo desne vratnice. Kramarič, nevarna žoga in tule so se zdaj reševali. Neuspešen Kavčič, Daku odgovarja in krasno Daku na levo stran. Klepač, Kovs je bil v offsetu, Šroler se ponuja, pa strelo daleč, vendar lahka naloga za Lubeja Finka. Klepač oddaleč. Ura igre je za nami, izid še naprej 0:0. Remi je rezultat, ki je najbolj pogost. No, zdaj morda priložnost! Tule je Svetlin odlično videl. Grabič torej takrat ni želel posegati, predvsem v dejstvo, da je Bravo dobro deloval. Klepač je pobegnil, tole je priložnost, Kovs gre v kazenskem prostoru, ampak Klepač je dokazal, da je samozavesten. Kakšna hitra akcija zdaj Mure, ki vodi z 1:0. 73. minuta, kazen za neprevidnost v obrambi Brava. Klepač, ki danes ni ne vem kako navdušil, pa nadaljuje z zbiranjem golov. Tole je zdaj bila fantastična akcija, vse skupaj se je začelo s tisto dolgo podajo z polovice Mure. Potem je tudi Daku odlično odreagiral, pa Klepač prav tako, ki je bil pripravljen na spuščeno žogo. Videli bomo vse skupaj. Danes je torej pri prvem ni na koncu offsida, tudi po pregledu vara. Mura zdaj pri rezultatu, ki si ga je želela. Damir Čuntala, čestitke za 4. zaporedno zmago. Če se ne motim, to ni uspelo niti Anteju Šimundži v prvi ligi Telemach. Morda najprej nekaj o tem, glede na to, da ste bili še pred mesecem in pol pod res izrednimi pritiski. Hvala za čestitke. Dejstvo je, da smo se v zadnjih tednih res dvignili. Ekipa deluje izredno homogeno, igramo pametno. Je pa dejstvo, da tudi smo dosti bolj natančni v zaključkih, izkoriščamo svoje priložnosti. Lep dosežek, ampak vseeno nismo še ničesar naredili, to večkrat ponavljam. Zdaj smo samo nadoknadili nekaj, kar smo v začetku izgubili in se približali ekipo na vrhu. Moramo pa garati naprej, vztrajati, delati. Zelo trda tekma, Bravo se je odlično postavil, niste imeli veliko prostora, ste to pričakovali? Ja, Bravo je vedno organizirana ekipa, disciplinirana, bili so izredno agresivni. Jaz v tem izkoristil bi priložnost, da pohvalim igro Brava, ki je bil res agresiven, čvrst, visok tempo je udaril tako od začetka današnje tekme. Sicer smo v začetku imeli malo več kontrole, potem pa so vedno bolj lahko oni prihajali tudi do izraza. Tako da odlična tekma z njihove strani, prav tako pa vse čestitke mojim igralcem, ki so odigrali pametno, čakali smo svoj priložnost, vemo, da si jih vedno ustvarjamo, tudi danes smo si jih dovolj in iz ene te smo tudi zadeli. Tudi pa nekako vsaj morda sprememba filozofije pri Muri, ko pride do vodstva, zelo, zelo dobro zdaj ohranjate to vodstvo v zadnjem mesecu. Ste to vi sami kaj spremenili, ste se s fanti pogovorili, danes ste odlično stali v obrambi po doseženem golu. Ja, dobro, tudi v začetku sezone, ko smo imeli veliko priložnosti, tako da si še vedno tudi zdaj ustvarjamo, mogoče še tedaj celo več smo dobivali precej neumnih golov z individualnih napak. Vseeno jaz naj povedal, da so bile napake celotne ekipe, da smo taktično
bili neodgovorni ali kakorkoli, ampak enostavno vseeno, vedno se nam je neka individualna napaka pripetila, vedno drugemu igralcu ali Vatavju ali komorkoli in vedno smo zato bili tudi kaznovani, sedaj smo te napake res zmanjšali na minimum, obramba tudi s pomočjo vseh ofenzivnih igralcev in Vatavjem deluje praktično brezhibno, skoncentrirani so vsako žogo vzamejo maksimalno in to jih je tudi nagradilo. Dejan Grabič, Bravo se je odlično upiral, zagotovo ste bili zelo zadovoljni tam vse do tistega prejetega zadetka, tam potem napaka, nekaj tudi polemiko o prepovedanem položaju, ampak najprej ocena tekme. Kako ste vi vse skupaj videli, koliko ste bili zadovoljni s čvrstostjo z izjemo tistega prejetega gola? Najprej bi rekel, da se je razen prvih 15 minut Mura dobro upirala, zato ker naš plan je pil vodo. Igrali so neko organizacijo igre od vratarja in od tam dolge žoge, sploh v drugem polčasu, in to smo odlično kontrolirali. Smo bili dobri v visokem presingu in po odzeti žogi. Zdaj pa naš največji problem je bil, ko smo prišli pred njihov gol, pred njihov 60-metrski prostor. Sicer ustvarili smo si eno neverjetno priložnost, nerazumljivo, tam nismo udarali na gol, oziroma zabili gola. Imeli smo pa kopico predložkov, ki so bili taktično nepravilni. Se pravi, mi ne vem, kaj nam je bilo danes, zakaj smo se tako odločali, ampak če bi bili malo bolj natančni in v tej fazi napada disciplinirani, sem prepričan, da bi to tekmo zmagali. In je škoda, ker je šlo vse kot po maslu, razen prvih 15 minut. Ste pa s konkretnostjo ekipe, z izjemo napada, zagotovo zadovoljni s tem, kako se je dvignila rezultatsko, ne glede na današnji poraz, je to nek dober obet za sklenitev jesenskega dela? Zelo smo zadovoljni, zato ker ekipa je v formi, ekipa lahko premaga vsakogar v ligi. Škoda za to tekmo, ker tudi Mura je bila dobra, kulisa fantastična, to kakšno vzdušje je tukaj, tega verjetno ni v Sloveniji, tako da jim čestitam za to. Po drugi strani pa škoda, da je tako tekmo odločila, na koncu se je izkazalo za sodniška napaka. Težka situacija za rešiti, ampak tudi Daku sam je priznal, da se je tam žoge dotaknil, tudi igralci Mure so nam to potrdili. Mogoče bi si lahko malo več časa vzeli v varu, ampak kaj ćemo, to je njihovo delo, tako kot mi nismo v uni situaciji gola zabili, tako so oni to spregledali, nažalost. V glavnem, super tekma, super dva nasprotnika, kulisa, navijači fantastični in žal praznih rok domov, čeprav smo si zaslužili veliko več, ampak nas je tokrat slabo odločanje v fazi napada stalo tega, da bi vzeli vse 3 točke. Mihael Klepač, samozavest visoka, nov dosežen zadetek in pa zmaga za Muro. Koliko vam je odleglo, ker ste prišli do gola na tekmi, ko je bil nasprotnik zelo trd, organiziran v obrambi? Pa tako je, da, bila je jako teška utakmica. Bez nekih šansi, oni su imali jednu šansu što nisu iskoristili, ali jednostavno tvrda tekma. Mi smo imali jednu šansu gdje sam zabio, gdje je svakako nama bilo lakše i to je to. Tu nas je ponjelo, ali svakako je jako teška utakmica bila. Igralec za velike trenutke, zadetek v Ljudskem vrtu, pa danes gol za prvo serijo 4 zaporednih zmag Mure v prvi ligi. Zagotovo nekaj posebnega. Tako je. Mislim, drago mi je zbog toga, ali najviše mi je drago zbog ekipe. Jer tu sam da donesem neki doprinos i naravno da smo u pozitivnom nizu, što je najbitnije. Utakmica je brzo, za 4 dana protiv Maribora, ovo moramo zaboraviti, okrenuti se Mariboru i to je to, nastaviti pozitivan niz. Samo še o navijačih, ste pričakovali, da bodo tribune danes tako polne, glede na to, da smo sredi tedna, da smo po praznikih? Pa naravno. Mislim i lijepo je igrat pred punim tribinama i svakako je to lijepo i šta da kažem. Nemanja Jakšić, težka tekma, trda tekma, imeli ste super situacijo, da bi povedli, na koncu pa ste izgubili, neka splošna ocena, zdaj takoj po tekmi, ko so glave še vroče. Ja, strinjam se z vami, bila je tekma na eno priložnost, to prvi da bo dal gol, je zmagal, tako je bilo. Mislim, zdaj bili smo ok, bili smo dobri, zgubili smo, bože moj, gremo naprej, čez koliko 3-4 dni je nova tekma, smo v dobri formi, gre sve dobro, nima razloga za paniku pa bilo kaj. Ste v tisti situaciji, ko ste prejeli zadetek, videli, če se je Daku dotaknil žoge, če se je ni dotaknil, če je bilo vse čisto? Pa ne vem, bio sam predaleč, ne bi tega komentiral res.
Vaš trener je dejal, da je manjkalo danes konkretnosti pri podajah iz strani, da je bilo morda nekaj preslabih odločitev, ko ste imeli veliko prostora. Se strinjate s tem? Ja, se strinjam, jaz sem prvi parkrat, mislim, loše centriral, pa dobro. Zdaj bomo analizirali, bomo videli.